Občinski svet občine Beltinci je v sredo 28. februarja opravil 10. redno sejo občinskega sveta. Na seji so sprejeli odloka o občinskih cestah ter organizaciji občinske uprave. Svetnice in svetniki so obravnavali še odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o osnovni šoli Beltinci ter komuni Beltinci d.o.o. Sprejeli so letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine Beltinci. Na pobudo župana bo občina Beltinci občanom, ki so ostali brez zaposlitve zaradi stečaja podjetja Moda Mi and Lan d.o.o. iz Gornjih Petrovec, dodelila izredno socialno pomoč. Sejo so zaključili s poročilom župana o pomembnejših dogajanjih v občini. Spoštovani svetnici, spoštovani svetniki, lep dober večer na 10. redni seji občinskega sveta občine Beltinci. Za današnjo sejo je bil predlagan naslednji dnevni red, in sicer v 10 točkah. Prva točka sprejem zapisnika 9. redne ter 4. dopisne seje občinskega sveta občine Beltinci in realizacija sklepov 9. redne in 4. dopisne seje občinskega sveta. Pod točko 2 obravnava in sprejem odloka o občinskih cestah občine Beltinci v drugi obravnavi. Točka 3 obravnava in sprejem odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Beltinci v drugi obravnavi. Točka 4 obravnava in sprejem odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javno-vzgojnega izobraževalnega zavoda Osnovna šola Beltinci v skrajšanem postopku. Točka 5 obravnava in sprejem odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi komune javnega komunalnega podjetja Beltinci d.o.o. v skrajšanem postopku. Točka 6 obravnava in sprejem letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine Beltinci za leto 2024. Točka 7 sprejem sklepov o izredni denarni socialni pomoči občanom, ki so ostali brez zaposlitve zaradi stečaja podjetja Moda Milan d.o.o. Gornji Petrovci. Točka 8 seznanitev s peticijo od stanovalca doma Janka Škrabana o nasprotovanju nameravani izgradnji cesti mimo doma Janka Škrabana. Točka 9 pobude in vprašanja članov občinskega sveta in pa točka 10 poročilo župana o pomembnejših dogajanjih v občini Beltinci. Za današnjo sejo so se opravičili 4 svetniki, in sicer Tomaž Ros, Dejan Klemenčič, Franc Kovač in Dušan Horvat. Ostali pa ste vsi prisotni, torej 15 vas je tukaj, sklepčnost zagotovljena, in sprašujem, ali bi kdo spreminjal dnevni red, dopolnjeval oziroma najprej seveda odvzel katero točko. Če ne, potem dajem predlagani dnevni red 10. redne seje v sprejem. Prosim za prisotnost najprej. Hvala, glasujemo, kdo je za predlagani dnevni red. Soglasno s 15, hvala lepa. S tem lahko dejansko začnemo potem z delom, in sicer prehajamo na prvo točko dnevnega reda, to je sprejem zapisnika 9. redne in 4. dopisne seje občinskega sveta občine Beltinci in realizacija sklepov teh dveh sej. Kar se tiče 9. redne seje, smo tam obravnavali oziroma sprejeli sklepe od 80/8 pa vse do 88/8, med drugim smo tam sprejeli seveda dopolnjen dnevni red in pa spravi z drugo točko dnevnega reda, potem obravnavali celotno zapisnik, ga potrdili, tako 8. redne seje kot 3. dopisne, potem sprejeli odlok o pokopališkem redu v drugi obravnavi, potem sprejeli odlok o načinu obravnavanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v občini Beltinci, obravnavali in sprejeli odlok o občinskih cestah v prvi obravnavi in ga posredovali 30-dnevno javno razpravo, prav tako obravnavali in sprejeli odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Beltinci v prvi obravnavi in ga dali v 30-dnevno javno razpravo, sprejeli drugo dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2023 in pa na koncu podali soglasje k letnemu programu dela in finančnemu načrtu Zavoda za turizem, kulturo in šport Beltinci in podali soglasje k odpisu dolga. Vsi sklepi so tudi realizirani, vmes pa smo imeli tudi 4. dopisno sejo, kjer ste odločali o imenovanju članov v splošno pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota. Tam sta prejeli vašo potrditev Jožica Jakob in pa Jasmina Jakob, in prav tako smo
ugotovili oziroma seveda najprej ugotovili dobili odstopno izjavo in ugotovili, da potem preneha članstvo v svetu zavoda Vrtec Beltinci Barbari Čarni in namesto nje kot nadomestno članico v svet zavoda Vrtec Beltinci do konca mandata imenovali Almo Novak, Ravenska cesta 21 Beltinci. Tudi ta dva sklepa sta izvršena, tako da prehajam na razpravo o zapisnikih, seveda najprej o zapisniku 9. redne seje, če bi kdo morda še kaj dopolnil, popravil, če ne, potem pa seveda še tudi v sami vsebini 4. dopisne seje, če bi morda še kaj kdo dodal, tudi ugotavljam, da ni, zaključujem z razpravami in pa prehajamo najprej seveda na glasovanje o zapisniku 9. redne seje občinskega sveta. Prosim za prisotnost. Glasujemo, kdo je za. Hvala lepa, soglasno. Torej zapisnik 9. redne seje je soglasno sprejet, sedaj pa glasujemo še o zapisniku 4. dopisne seje. Prosim za prisotnost najprej. Dobro. Glasujemo, kdo je za. Hvala, 14 glasovi. Tudi torej zapisnik 4. dopisne seje je sprejet. S tem zaključujemo prvo točko dnevnega reda in prehajamo na drugo točko dnevnega reda, in sicer obravnava in sprejem odloka o občinskih cestah občine Beltinci v drugi obravnavi. Kar se tiče odloka, ki je bil dan seveda tudi iz prve obravnave v javno obravnavo, v 30-dnevnem roku, v okviru katerega bi lahko bile podane pripombe na samo besedilo, ni bilo torej nobenih pripomb, kar pa je dejansko pomembno povedati še enkrat, tako kot smo že povedali tam, ta odlok oziroma sprejetje odloka o občinskih cestah nima direktnih finančnih posledic za proračun občine, predvsem je pomembno, da gre za usklajevanje z na novo sprejetim zakonom o cestah in občina je seveda dolžna zasledovati tudi zakonitost svojih aktov, vezano seveda v sklopu hierarhije pravnih aktov generalno. Namreč v letu 2022 je bil sprejet nov zakon o cestah in tukaj izhajajo predvsem pomembne vsebine, ki so prenešene iz direktive Evropskega parlamenta in pa sveta, predvsem z vidika izboljšanja varnostne cestne infrastrukture. In tukaj smo torej nekako uskladili vse tisto, kar še ni bilo usklajeno z zakonom, seveda točno določi občinske ceste, postopek njihove kategorizacije, potem kako se bo upravljalo, gradilo, financiralo, vzdrževalo, kdo izvaja seveda nadzor, kakšno tudi varstvo in pa kakšen promet se bo vršil. Tako da tukaj je ta potreba po sprejemu odloka bila torej pogojena z spremembami krovnega zakona o cestah. Bi pa prosil, glede na to, da so o tem razpravljali tudi pristojni občinski organi oziroma predsedniki odborov, torej bi prosil najprej predsednika odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, gospoda Aleša Poredoša, da poda stališče, za njim pa bi prosil potem predsednika statutarne pravne komisije Željka Ritlo, pa da poda stališče tudi še pravno statutarne komisije. Izvolite. Dober večer vsem prisotnim. Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami občinskega sveta občine Beltinci je na svoji 4. redni seji sprejel sklep, s katerim predlaga občinskemu svetu občine Beltinci, da sprejme odlok o občinskih cestah občine Beltinci v predlagani obliki in vsebini v drugi obravnavi. Hvala lepa. In pa še torej predsednik pravno-statutarne komisije. Izvolite. Pozdravljeni, hvala za besedo. Statutarno-pravna komisija se je sestala na 7. redni seji 20.2. Na tej seji smo obravnavali predlog odloka o občinskih cestah občine Beltinci v drugi obravnavi. Na besedilo odloka sprejetega v prvi obravnavi v okviru javne obravnave niso bile podane pripombe in tudi v okviru razprave ni bilo podanih pripomb. Zato smo po zaključeni razpravi člani statutarno-pravne komisije ugotovili,
da ima predlagani akt predpisano obliko in vsebino in da ni v neskladju z ustavo, zakonom in drugimi veljavnimi akti občine in sprejeli sledeči sklep. Statutarno pravno komisijo občinskemu svetu občine Beltinci predlaga, da prejme odlok o občinskih cestah občine Beltinci v predlagani obliki in vsebini v drugi obravnavi. Hvala lepa. Odpiram še razpravo. Morda bi kdo še kaj povprašal, ampak glede na to, da v razpravi oziroma v javni obravnavi ni bilo predanih predlogov, verjamem, da je zadeva jasna in tako s tem zaključujem tudi za razpravo, ker ni bilo razpravljalcev. Prehajamo na glasovanje o sklepu, torej, da se sprejme odlok o občinskih cestah občine Beltinci, predlagani vsebini in obliki v drugi obravnavi. Prosim za prisotnost. Hvala. Glasujemo, kdo je torej za predlagani sklep. Soglasno s 15. Hvala lepa. Zaključujem drugo točko dnevnega reda. In pa prehajamo na tretjo točko, torej na obravnavo in sprejem odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Beltinci v drugi obravnavi. Tudi tukaj, tako kot prejšnjem odloku v času javne obravnave, ni bilo podano nobeno priporočilo, nobena pobuda, predlog, tako da smo odlok, ki je bil pripravljen in posredovan z prvi oblik, mislim v prvem branju, dali tudi torej kot osnovo oziroma tudi celovito osnovo za drugo branje. Na kratko, torej želja je pač župana seveda in pa tudi s tem sodelavcev, da občinska uprava naj dela še bolj učinkovito, da naj dela še boljše, še bolj nekako, da želimo služiti občankam in občanom, biti torej res tisti najboljši, najbolj učinkovit servis za občanki in občane in pa seveda za vse ostale uporabnike naših storitev. Ugotavljamo, da je obremenitev postala takšna, da z enovito ureditvijo, torej po domače povedano, kot delamo vsi, vse pa na koncu nišče nič, je učinkovitost lahko vprašljiva in smo se torej skupaj z zaposlenimi dogovorili, da spremenimo oziroma reorganiziramo občinsko upravo. Predvsem je pomembno, da bomo imeli oddelčno, torej da bomo imeli oddelke, kjer bodo postavljene tudi vodje posameznih oddelkov, ki bodo s tem po eni strani seveda pridobili nekaj več pravic in pa seveda tudi nekaj več obveznosti vezanih na pristojnosti, torej tudi predvsem iz vidika odgovornosti in verjamem, da smo sodelavci kos tudi temu nekako principu dela oziroma zadnje leto dni že tako ali tako v praksi delujemo na ta način in se je izkazalo, da gre v pravo smer. Kar se tiče finančnih posledic, seveda nekateri zaposleni, ki bodo seveda postavljeni kot vodje oddelkov, bodo iz naslova vodenja prejeli nekaj višje dodatke, ampak ne govorimo o nekih enormnih povišanjih in seveda tudi ti dodatki bodo pogojeni strogo z zakonskimi določili, se pravi takrat, ko bodo izpolnjeni pogoji, zato se bo ta vodstveni dodatek lahko izplačal, drugače pa so nekako stroškovni oziroma finančni vidiki nespremenjeni. Bolj je torej pomembno, da bodo sodelavke in sodelavci še bolj vedeli točno, kar so njihov opis del in nalog in zakaj najbolj odgovarjajo. In pravim, jaz sem prepričan, da bomo s to reorganizacijo torej še boljši, kot že smo in da bomo predvsem še bolj učinkoviti. To je dejansko nekako najbolj pomembno okrog te reorganizacije občinske uprave. Je pa tudi o tem odloku razpravljala in pa sprejela odločitve pravno-statutarna komisija oziroma statutarno-pravna in bi prosil predsednika ponovno, da poda stališče in pa sprejete sklepe na sami seji odbora oziroma komisije. Hvala za besedo. Tudi na ta odlok v okviru javne obravnave občina ni prejela pripomb. Zato smo po zaključeni razpravi člani komisije ugotovili, da ima predlagani akt predpisano obliko in vsebino in da ni v neskladju z ustavo, zakoni in drugimi veljavnimi akti občine in sprejeli sledeči sklep. Statutarno pravno komisijo občinskemu svetu občine Beltinci predlaga, da sprejme odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Beltince v predlagani obliki in vsebini v drugi obravnavi. Hvala lepa.
Odpiram razpravo morda, če bi kdo še želel kaj več. Če ni razprave, zaključujem in pa prehajamo na glasovanje. Sicer občinski svet občine Beltinci sprejme odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Beltinci v predlagani obliki in vsebini v drugi obravnavi. Prosim za prisotnost. Hvala. Glasujemo, kdo je za predlagani sklep. Soglasen s 15. Hvala lepa. Zaključujemo 3. točko. In pa prehajamo na 4. točko dnevnega reda, in sicer obravnava in sprejem odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovne šole Beltinci v skrajšanem postopku. Kar se tiče same obravnave in pa sprejema tega odloka v skrajšanem postopku, gre predvsem za to, da uskladimo neusklajene stvari vezane predvsem na opravljanje tako imenovane tržne dejavnosti v osnovni šoli Beltinci oziroma zakonodaja omogoča javnim zavodom, da lahko prodajajo blago in storitve tudi na trgu, in seveda tudi predmetna zakonodaja določa pogoja, in eden izmed njih je tudi, da mora biti za izvajanje teh zagotovljeno seveda tudi pokritje seveda vseh 100 dejavnosti povezanih odhodkov. In do sedaj v ustanovitvenem aktu šole nismo imeli točno določeno oziroma jasno definirane stvari, sedaj se te stvari spreminjajo, se torej diferencirajo na način, kot se morajo, in pa tudi določajo točno nameni in pa način nadzora nad pomensko rabo sredstev in pa seveda tudi nalog, ki so prenešene. Namreč tudi v letu 2021 je bil spremenjen določen pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, kjer je med drugim tudi za opravljanje tržne dejavnosti določil ravno to, da mora akt o ustanovitvi javnega zavoda vsebovati torej to določbo, da javni zavod prodajo blaga in storitev na trgu lahko izvaja le, če bo z izvajanjem teh zagotovil najmanj pokritje vseh 100 dejavnostjo povezanih stroškov. In torej tukaj je zakonodaja sicer kar nekaj časa že omogoča to in tako imenovano tržno dejavnost. Imamo javne zavode, ki kar nekaj sredstev lahko izvajajo tudi in opravijo te storitve, in šola je seveda ena izmed teh, ki lahko določene stvari izvaja tudi na trgu, in torej prav je, da je potem taka dejavnost tudi ustrezno definirana v osnovnem odloku. Torej zato je tudi ta odlok nujen sprememb oziroma dopolnitev v smeri, kot sem na kratko povedal, oziroma kot je tudi razbrati iz gradiva. Je pa seveda o tem razpravljal tudi pristojni odbor, to je odbor za negospodarstvo in javne službe in družbene dejavnosti občinskega sveta, in prosim predsednika gospoda Igorja Adžiča, če poda vidika in pa sklepe pristojnega matičnega izbora. Izvolite. Župan, hvala za besedo, vsem skupaj en lep dober večer. Župan je večji del izčrpno predstavil temu, torej usklajujemo odlok o ustanovitvi javnega zavoda osnovno šolo Beltince na način, da dodamo 27.a člen, ki pravi, javni zavod lahko izvaja prodajo blaga in storitev na trgu le, če bo z izvajanjem te zagotovil najmanj pokritje vseh 100 dejavnostjo povezanih stroškov. Odkje to izvira? To izvira iz pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopkih za izvajanje proračuna Republike Slovenije iz leta 2021, sedaj je pa pač prišlo opozorilo ustanoviteljem strani skupnosti osnovnošolskih vzgojno-izobraževalnih zavodov, kaj je to potrebno napraviti, in občina je takoj po prejetju te sugestije pristopila k spremembi odloka oziroma k dodajanju 27.a člena, ki sem ga prečital. Odbor je pa na svoji 7. redni seji z dne 19. februarja sprejel sklep številka 40/24, ki pravi: Odbor za negospodarstvo in javne službe družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu občine Beltinci, da sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovne šole Beltinci predlagane vsebini in obliki po skrajšanem postopku. Hvala lepa, predsednik, za podano stališče. Odpiram razpravo. Če
Ni razprave, potem zaključujemo in pa prehajamo na glasovanje o predlogu sklepa. In sicer, da občinski svet občine Beltinci sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovne šole Beltinci, predlagani vsebini in obliki po skrajšanem postopku. Prosim za prisotnost. Hvala. Glasujemo, kdo je za predlagan predlog sklepa. Soglasen s 15. Hvala lepa. S tem zaključujemo 4. točko in pa prehajamo na 5. točko dnevnega reda, in sicer obravnava in sprejem odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi komune javnega komunalnega podjetja Beltinci d.o.o. v skrajšanem postopku. Tudi tukaj je dejansko zgodba skorajda identična kot malo prej, namreč v trenutno veljavnem odloku javnega komunalnega podjetja so zapisane dejavnosti, ki jih komuna izvaja in ki so potrebne predvsem za izvajanje javne službe in pa drugih povezanih oziroma z osnovno dejavnostjo javnega komunalnega podjetja kompatibilnih storitev. In seveda, če želi komunalno podjetje upravljati še kaj drugega, potem morajo biti te dejavnosti tudi ustrezno zajete v odloku o ustanovitvi javnega podjetja in pa seveda tudi vpisane v sodni register. Vse seveda v skladu z pristojnimi akti, predvsem z uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti. Predvsem je to pomembno povedati iz vidika tega, da komunalno podjetje seveda opravlja poleg gospodarskih javne službe tudi nekatere stvari oziroma dejavnosti, ki so pomembne tudi z vidika čim hitrejše in operativnega delovanja seveda občine kot celote. Med drugim pa ugotavljamo tudi neke tržne priložnosti, seveda predvsem z vidika posodabljanja nekih športnih igral, oprem, ki seveda zaradi certificiranja prinesejo sabo kar nekaj dodatnih stroškov. Je pa pomembno, da bi komunalno podjetje lahko nekatere izmed teh dejavnosti seveda upravljalo tudi samo in pa težimo k temu, da potem tudi seveda ceneje, kot je to na trgu, zato je potrebno ta odlok dopolniti z ustreznimi dejavnostmi, predvsem z tega vidika. In pa seveda po novem odloku poskušamo tudi po abecednem vrstnem redu te dejavnosti razvrstiti, da bo še bolj pregledno znotraj odloka, kaj sploh naše komunalno podjetje vse opravlja oziroma kaj vse lahko opravlja, in pa seveda, da se določene dejavnosti tudi potem v celoti uskladijo z šiframi dejavnosti po prej navedeni uredbi. Smatramo, da gre za zelo minorne dopolnitve predlaganega odloka oziroma tega trenutno veljavnega odloka in zato smo se odločili za skrajšani postopek in verjamem, da je tudi to, da lahko nekatere stvari operativno čim hitreje izvedemo in pa damo v življenje, tudi pomembno. In je zato torej pravim predlog skrajšanem postopku v skladu z našim poslovnikom oziroma tudi statutom. Prosil bi najprej predsednika odbora za gospodarstvo, seveda njega ni, bo ga nadomeščal gospod Primož Ozmec, da poda stališče tega odbora, potem pa seveda, ker gre za odlok, ponovno predsednika statutarno-pravne komisije. Hvala za besedo. Tudi odbor za gospodarstvo se je na svoji 8. redni seji 19. februarja seznanil z spremembo in dopolnitvi odloka, zato je sprejel sklep številka 21, ki se glasi: Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarska javna služba predlaga občinskemu svetu občine Beltinci, da sprejme odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi komune javnega komunalnega podjetja Beltinci d.o.o. Hvala. Hvala lepa. In pa gospod Željko Ritlop kot predsednik statutarno-pravne komisije. Hvala za besedo še enkrat. Po zaključeni razpravi smo člani statutarno-pravne komisije ugotovili, da ima predlagani akt predpisano obliko in vsebino in da ni v neskladju z ustavo, zakoni in drugimi veljavnimi akti občine in sprejeli sledeči sklep. Statutarno-pravna komisija občinskemu svetu občine Beltinci predlaga, da sprejme odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi komune javnega komunalnega podjetja Beltinci d.o.o. v skrajšanem postopku. Hvala lepa. Odpiram razpravo na to temo. Če ni, potem zaključujemo, prehajamo na glasovanje. Predlog sklepa torej, da se sprejme odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi komune javnega komunalnega podjetja Beltinci d.o.o. v predlagani obliki in vsebini v skrajšanem postopku. Prosim za prisotnost.
Hvala, glasujemo, kdo je za. Hvala, soglasno s 13. S tem zaključujem 5. točko dnevnega reda. In pa prehajamo na 6. točko dnevnega reda, in sicer obravnava in sprejem letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine Beltinci za leto 2024. Tukaj bi prosil predsednika odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem, da morda poda stališče in pa en del vsebine, tisto, kar je pomembno, ostalo pa potem po potrebi dopolnimo. Izvolite. Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjanje z nepremičnim premoženjem občinskega sveta občine Beltinci je prav tako na svoji 4. redni seji obravnaval načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine Beltinci za leto 2024. Seznanili smo se z pridobivanjem nepremičnin in pa potem tudi z možno prodajo nepremičnin. Po predstavitvi načrta in pa krajši razpravi, v kateri ni bilo podanega nobenega predloga, predlagamo, da občinski svet občine Beltinci sprejme načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine Beltinci za leto 2024 v predlagani vsebini in obliki. Hvala lepa. Seveda, zdaj, kar se tiče načrta ravnanja s stvarnim premoženjem, je to ena izmed osnov, da lahko občina kot taka pristopi sploh k temu, da nek določene zemljišče oziroma premoženje ali pridobiva ali pa prenaša na drugo fizično ali pravno osebo. V letošnjem letu seveda, kako nameravamo, to je zdaj tisti najbolj optimalni scenarij, da bi prodali vse, kar imamo v lasti oziroma solasti. Je to ocenjeno nekje na 1 100 000 evrov. Potreb po nakupu nekega premoženja, ki bi seveda bil strateškega pomena za nadaljnji razvoj občine na vseh možnih nekako pomembnih področjih, pa je približno 300 000 evrov, dobrih 300 000 evrov. Kot sami veste, smo, ali pa bo tudi ta načrt seveda sestavni del rebalansa proračuna za leto 2024, ampak že takrat smo pri pripravi proračuna za leto 2023-2024 povedali, da je potrebno na določenih področjih podzeti aktivnosti tudi v smeri tega, da se nepotrebno premoženje začne prodajati, kajti seveda to premoženje za občino predstavlja strošek po eni strani, po drugi strani pa tudi priložnost, da naredimo neke stvari še boljše, oziroma da seveda tisti, ki kupijo premoženje oziroma nepremičnine, da tam oplemenitijo in dajejo dodano vrednost bistveno boljšo kot občina, ki ni primarno seveda ustanovljena za to, da bo se ukvarjala z nakupami in pa preprodajami teh nepremičnin, ampak seveda v zgodovini obstoja občine je kar nekaj nepremičnin, tudi občina po eni strani podedovala, nekatere dobila tudi v sporih, nekatere pa tudi dejansko zaradi tega, ker je občina plačevala socialne transfere za posameznike in je potem zaradi tega prešlo premoženje na občino. Pomembno je dodati, da se v tem načrtu dopušča tudi županu seveda neka avtonomnost, to je, da lahko približno 10% skupne vrednosti prosto razpolaga oziroma nekje za pravne posle do 10 000 evrov seveda ne rabi potem takoj umeščati oziroma imeti podatke v načrtu. Zakaj je to pomembno, smo že večkrat povedali, pa še ponovimo. Včasih so kakšne dražbe, včasih so kakšne prodaje zemljišč, ki so seveda strateško pomembni, in se je že zgodilo, da je nekdo zaradi tega, ker občina pač ni imela v načrtu razpolaganja, potem to izkoristil in morda neko strateško nepremičnino kupil za smešno ceno. Sedaj pa seveda občina, ko želi odkupiti, je ta cena primerna temu, kar se pač dogovorimo med sabo. Tako da tukaj je v tem načrtu zajeto vse tisto, kar torej nameravamo oziroma kar je želja prodati, in pa seveda tudi tisto, kar bi bilo potrebno zakupiti oziroma za pridobiti. Seveda to so naše želje, ki so pa pogojene po eni strani seveda z interesom na drugi strani.
Torej, vkolikor smo mi kot prodajalec, moramo najti ustrezne kupce, vkolikor smo pa kupec, pa seveda se mora prodajalec strinjati z našo željo po nakupu in pa seveda potem nekako na podlagi nekega dogovora, konsenza poskušamo najti tisto najboljše optimalne pogoje za prodajo ali pa nakup. Tako da to je tisto, kar je nekako pomembno zapovedati, torej nekje 1.100.000 je nekje razpoložljivih parcel, ki bi jih občina lahko prodala. Predvsem se pogovarjamo s sodelavci na področju kmetijskih zemljišč, da bi bilo smiselno počasi začeti prodajati ta kmetijska zemljišča tistim, ki so za to usposobljeni in ki imajo primerne statuse, da bodo potem oni postali lastniki, kaj to je tudi večplastno z drugih vidikov. Pravim, pri nakupu pa bo seveda prevladoval strateški interes po določenem razvoju ali občine celoti ali pa posameznih vasi. Odpiram razpravo na ta načrt ravnanja s stvarnim premoženjem. Je pa dejansko načrt napisan točno z številkami parcel, tudi slike so zraven, tudi orientacijske vrednosti. Vse to ne bilo potrebno delati, ampak smo rekli, da želimo imeti čim bolj pregleden dokument, da vsakokrat, ko kdo želi kaj vprašati ali pa preveriti, lahko že sam preveri. Če ni razprave, potem zaključujemo z razpravo in pa prehajamo na glasovanje. In sicer občinski svet občine Beltinci sprejme načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine Beltinci za leto 2024 v predloženi vsebini in obliki. Prosim za prisotnost. Hvala, glasujemo, kdo je za prej navedeni sklep. Hvala, 15 za. Točka 6 je izčrpana in zaključena. Prehajamo na 7. točko, in sicer sprejem sklepa o izredni denarni socialni pomoči občanom, ki so ostali brez zaposlitve zaradi stečaja Moda Milan d.o.o. Gornji Petrovci. Tisti nekateri svetniki, ki ste kar nekaj mandatov v tem občinskem svetu, veste, da smo v preteklosti že odločali, nažalost tudi o teh stvareh, ko so določene firme, podjetja šla v stečaj in smo poskušali priti potem ljudem vsaj malenkostno nasproti tudi za finančno pomočjo, brez seveda upoštevanja kakršnega koli cenzusa. To je potrebno povedati. Postopek se seveda vodi skupaj oziroma preko Centra za socialno delo, s kateri ima občina tudi na podlagi odloka podpisano pogodbo, ki za nas potem spelje postopek. Mi pa seveda damo predhodno soglasje. Gradivo tega je tudi sestavni del te točke. Zaenkrat, kolikor imamo podatke, bi se naj 2 osebi pozanimale na Centru za socialno delo. Jaz verjamem, da so jim tam odgovorili, da je potrebno speljati postopek. Mi smo v najkrajšem času ta postopek torej pripravili, spravili tudi do te mere, da je sposoben za sprejem na današnji seji. Je pa o tem razpravlja tudi Odbor za negospodarstvo in javne službe in prosim predsednika Igorja Adžiča, da poda morda stališče in pa kratko obrazložitev še vsega tega. Hvala, izvolite. Hvala, župan. Občinska uprava je v začetku meseca januarja tega leta sprejela strani Centra za socialno delo obvestilo, ko so obveščeni o resnih finančnih težavah, o zamiku izplačil regresa, plač, prevoznih stroškov malic, v bistvu smislu, ker za občino Beltinci izvajajo določene pogodbene obveznosti. Občina se je, bom pravil, na področje brezposelne osebe v podjetju Moda Milan d.o.o. iz Gornji Petrovec tudi pripravila. Mi imamo že odprej sprejeti odlok o denarni socialni pomoči občine Beltinci, ki datira v letu 2015. Kot je župan povedal, lejko ob nekih dogodkih, to so elementarne nesreče, druge težke življenjske situacije, izredno težka materialna ogroženost posameznika, smrt družine, deložacije, izgubo zaposlitve,
ali vzroki, ki ogrožajo dostojno preživetje posameznika družina, dodelimo izredno denarno socialno pomoč. Bistveno je to, ker to ni obdavčeno z dohodnino, ni davkov, ni dohodnine obračunane, predvsem pa se ne upošteva pri dodelitvi te denarne socialne pomoči cenzus družine, vezanje na prihodke družine. Tako kot je župan povedal, sta se do zdaj evidentirali 2 osebi, ki sta v tom podjetju izgubili službo. Na osebah, ki so izgubili službo, je, ko se bodisi v tajništvu občinske uprave oziroma sprejemni pisarni ali na centru za socialno delo oglasita, predložita dokazila, oddata vlogo in prejmeta denarno pomoč v višini 400 evrov po osebi tistega, ki je izgubil službe. S tem smo se tudi temeljito seznanili na odbori za negospodarstvo in javne službe družbene dejavnosti. Kot sem prej povedal, sprejeli smo sklep 41/2024, ki pravi: odbor za negospodarstvo in javne službe družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu občine Beltinci, da sprejme sklep o tem, da soglaša s tem, da se osebam iz območja občine Beltince, ki so se znašle v stiski zaradi izgube zaposlitve zaradi stečaja podjetja Moda Milan d.o.o. in bodo v občinsko upravo Beltince oziroma pri centru socialno delo Pomurje vložile zahtevek za dodelitev izredne denarne socialne pomoči občine Beltince, dodeli le ta brez upoštevanja cenzusa, to je višina prejemkov prosilca, in sicer v višini 400 evrov na osebo, ki je ostala brez zaposlitve. Danes sem zasledil na teh digitalnih medijih, anonimnih bolje kot ne, ko se zopet v bistvu zelo v negativnem kontekstu kritizira neposredno aktivnost občine Beltinci. To je zahvala za vse, kar občina Beltinci naredi, zahvala v narekovaji za naše ljudi. Je pa še en dokaz več, koliko posameznik oziroma občan občine Beltinci pomeni inštitucija občine Beltinci. Hvala. Hvala lepa. O tem, ko bo sprejet sklep, seveda bo tudi objavljen na naših kanalih, tudi na kanalu 3 in pa seveda v ostalih spletnih medijih, kjer je občina prisotna. Odpiram razpravo. Če ni razprave, prehajamo na glasovanje. O tem sklep je zapisan, prosim za prisotnost. Seveda bi bilo bistveno lažje, lepše sprejemati sklepe, ko bi nagrajevali recimo zaposlitve, ampak tudi v takih primerih je potrebno pokazati dostojanstvo in pa seveda ta socialni čut, ki ga pa dejansko premoremo. Prosim za glasovanje, kdo je za predlagani sklep. Hvala lepa, soglasno. S tem zaključujemo 7. točko dnevnega reda in pa prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je seznanitev z peticijo proti nameravani izgradnji ceste mimo doma Janka Škrabana. Gradivo ste prejeli domov, da so v domu Janka Škrabana pač napisali peticijo, ki jo je podpisalo 44 stanovalcev, v domu je nekje 80 stanovalcev. Seveda, peticija kot taka je tudi upravičen predmet tega, da nekdo izrazi svoje stališče. Tako kot smo že večkrat povedali okrog te tematike različnim medijem, dopuščamo in pa seveda po eni strani pozdravljamo mnenja, tudi nasprotna mnenja tistega, kar je morda predlagano. Je pa seveda pomembno povedati, da o vsebini tega, kar se je razpravljalo v prostorih doma Janka Škrabana, seveda ne bomo sodili, si pa težko predstavljam, da nekdo verodostojno lahko podaja informacije, če jih sam pri sebi nima, ampak mi smo na občini Beltinci v mestnem času že gostili tudi direktorico doma, tudi z župnikom sva sedela in prišli smo do, verjamem, da nekih pravih dogovorov, da se bomo o tem še pogovarjali, pa ne samo o tej tematiki, ampak nasplošno, kajti moje stališče župana in pa seveda sodelavcev je, da je potrebno iskati konsenze, soglasja, dogovore, da to, da dejansko nekdo izraža nasprotno stališče, dopuščamo, ampak je potrebno se prej pravilno in pa ustrezno informirati. To je morda manjkalo, sedaj verjamem, da smo
prešli iz te faze neinformiranosti v tisto fazo, ko bomo lahko z argumenti začeli govoriti. Vsi tisti starejši, ki ste bili tudi v prejšnjem mandatu, pa seveda v tem novem mandatu, pa veste, da smo na to tematiko ureditve prometne pretočnosti in pa predvsem te trajnostne mobilnosti in pa prometne varnosti v samem centru Beltinec že večkrat razpravljali. Veste, da je pripravljenih kar nekaj idejnih zasnov o tem, kako izboljšati predvsem prometno varnost in pa pretočnost v samem centru. Na državni cesti je tudi jasno, da se projektna dokumentacija ne samo da pripravlja, ampak tudi v fazi zaključevanja z direkcijo za ceste in jaz verjamem, da se bo v bližnji prihodnosti že zgodilo tudi to, da bomo dobili 2 krožišči, eno pri Šparu, eno pa seveda tukaj zraven Zvezde in Medoline. In takrat smo se pogovarjali v preteklosti kar nekaj od tega, kako čim bolj na optimalen način, torej iz prometnega vidika, posodobiti tudi samo prometno, torej strategijo, situacijo in bil je predlagan ta predlog, da bi se cesta peljala čisto na rob parka, stran od vhoda v cerkev, kajti to je bila tudi želja župnije, da bi, če že spreminjamo prometni režim, da ga naj probamo odmakniti čim bolj od vstopa od zadaj v cerkev. Temu smo sledili, vendar pa na drugi strani je seveda park, kjer pa smo podvrženi seveda nekaterim drugim režimom. Tam z Zavodom za varstvo kulturne dediščine smo se več ali manj dogovorili, da bi lahko šli vsaj z tistim delom peš poti in pa kolesarskih poti čisto na rob parka, ne v park, ampak na rob parka. Tudi to je v javnosti bilo prikazano, kot da bomo premikali cesto čisto v park, ampak pravim, to so idejne zasnove, ki so bile predlagane. Dogovorjeni smo bili, da bomo posredovali, ko dobimo tudi strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine končno poročilo in so se pač nekatere stvari preuranile, ampak tako kot sem povedal, tisti, ki imajo škarje in platno v rokah glede parcele, če so povedali ne ali če bodo povedali ne, to spoštujemo in gremo naprej. Imamo drugo idejno zasnovo že tudi pripravljeno, pa tudi tretjo, ki bo peljala, ampak na tem mestu je jasno povedati, da se bo v tem mandatu v Beltincih ta prometni režim spremenil, zato ker ga je potrebno spremeniti, predvsem z vidika varnosti šibkejših prometnih udeležencev, to so kolesarji in pa seveda pešci, po drugi strani pa seveda tudi prisiliti vse tiste, ki uporabljajo sedaj nekako cesto skozi center Beltinec kot ene vrste obvoznico za vse tisto, kar gre potem proti Murski Soboti ali pa tudi v Avstrijo, da se ne bodo več vozili po teh lokalnih cestah, ampak da naj se poslužuje državnih cest. Tako je v preteklosti prometni križ ali pa režim tudi bil nastavljen. Je pa nekateri, ki so bili med tistimi, ki so sedaj tudi zagovarjali to peticijo in jo tudi javno razglašali, so sedeli na tem mestu, kjer sedim danes sam in omogočili izgradnjo tako imenovane obvoznice z Bistrice v Beltince in sedaj imamo celoten prometni režim iz hrvaškega dela in pa seveda teh Bistric in vsega ostalega speljane skozi Beltince, danes jih pa promet tukaj mimo moti. Tako da to so stvari, ki jih je potrebno tudi povedati, da naenkrat tudi javnost potem ve, da se ta struktura, ne samo občinski svet, župani pa sodelavci trudimo, da bi nekako poskušali preprečiti ta prometni vdor z tistega dela v Beltince, kajti državne ceste so namenjene prvenstveno temu, da se vrši tisti promet, ki je vezan na državno cesto, lokalne so pa predvsem namenjene lokalnemu prebivalstvu in tudi ukrepi, ki se bodo izvajali oziroma ki so nameravani, načrtovani, bodo težili k temu, da bomo zaščitili prvenstveno naše občanke in občane, tudi dejansko objekte, ki so ob cesti in verjamem, da bomo v prihodnosti pripravili torej študijo oziroma tudi izvedli iz študije projekt in pa z projekta tudi realizirali, torej, da bo stanje tudi v prometu v Beltincih boljše za vse deležnike. In pravim, ta peticija pa je seveda odgovor nekaterih, ki imajo pogled drugačen, jaz ga dopuščam, ga odobravam in tako kot sem povedal, tisti, ki imajo škarje in platno v rokah, če bodo pač povedali, da ne soglašajo s to idejo, se zaključi zgodba in gremo torej v drugo smer.
Toliko na kratko, čeprav bi lahko o tej tematiki razpravljali bistveno dlje časa, ampak glede na to, da gre za idejno zasnovo, smatram, da je potrebno samo opozoriti na tiste pomembne mejnike, torej prometna pretočnost, prometna varnost, zaščita pešcev, kolesarjev in pa tudi objektov, ki so ob cesti, na vse zadnje do te mere, da bo doslužili svojemu namenu. Se pa torej z prometnimi strokovnjaki že pogovarjam in že imamo narejene tudi študije, ki bodo peljale v drugo smer, ki bo morda še celo bolj rigorozna za nekatere v smeri torej te prometne varnosti, kajti pa si se zavedamo, da živimo v družbi ali pa v naravi, kjer jo tudi z prometom preveč ogrožamo, preveč nekako onesnažujemo, preveč je premikanja z točke A do točke B z avtomobili in bomo težili k temu, da se bo tudi v Beltincih delalo na tem, da bo ta mobilnost čim bolj trajnostna in čim bolj torej namenjena tistim, ki se premikajo s kim drugim, ne samo z avtomobili. Ampak o tem, kaj več v prihodnje, tudi okrog umeščanja v prostor ne želimo kaj dosti preveč debatirati, zato ker takrat, ko smo začeli govoriti o umeščanju teh krožišč ob glavni cesti in pa navezav, so se pri tistih, ki so bili primorani oziroma ki so želeli prodati določene nepremičnine, oglaševali razni nepremičninski zaslužkarji in govorili, da bodo sami kupili parcele, sami kupili stavbe, potem pod občine želeli krat 2 ceno, to se je pač tudi razvedelo in zato včasih tudi župan oziroma občinska uprava določenih stvari ne povemo na glas, zato ker se hitro zgodi, da potem tudi naši občani so tako, bom prav, naravnani državotvorno, občinskotvorno, da pridajo pa izsiljujejo potem tiste, da naj za neko ceno prodajo, on pa bo občini že krat 2 potem postavil ceno. Tako da to so stvari, ki se v praksi pač nažalost dogajajo, ampak tako pač je, živimo v svetu, kjer je kapitalizem v prvi vrsti, potem pa vse drugo. Ampak pravim, jaz sem prepričan, da bomo v prihodnosti tudi v centru Beltinec imeli bistveno boljše pogoje iz prometne pretočnosti in pa prometne varnosti. Toliko nekako o tem, gre zgolj za seznanitev več ali manj, pravim, v mestnem času se je zadeva z akterji na drugi strani po mojem že dogovorila, jaz mislim, da pošteno, korektno, tako kot bi pričakoval pred podpisom, ampak pravim, v življenju je tako, da nekateri izražamo na tak način, nekateri na drugačen, bistveno bolj pa je pomembno, da znamo priti skupaj. Če bi morda, odpiram razpravo, če bi še kdaj od svetnikov imel kaj zapovedati, izvolite. Gospod Igor Radžič, izvolite. Hvala za besedo, župan. O toj kompleksni prometni situaciji na relaciji Sveti Anton do izvoza na Panonsko ulico, preko Ravenske ulice po levi strani cerkve z južne strani in pa do izvoza na Panonsko ulico preko Mladinske ulice mimo občine, bi se lahko diskutiralo zelo dolgo. Moram povedati, ko imam občutek, to je moj 6. mandat svetnika v občini Beltince in 8. mandat v občini Beltince, ko je občina Beltinci vedno bila dober partner cerkve v našem okolje, začenši z gradnjo doma, se opravičujem zaradi svojega zraka, dober partner. Spomnim se začetku gradnje doma, kjer je občina Beltinci vlagala logistično zelo velike napore, ko se je prišlo do koncesije, ko je prišlo do vseh potrebnih dovoljenj, ko je bila prodana neka hiša v to okolje, za katere prodajalec na začetku ni imel posluha, in ko danes sredi Beltinec stoji dom z neko humano dejavnostjo, ki pomaga ljudem, vedno smo omogočali za domače ljudi, leka zgradba na mesto stare šole in tu nekaj za dodati. Razočarani sem pa s peticijo, ki prihaja iz okolja. In danes bi pričakoval, ko so pravi pobudniki te peticije med nami. Imam Vesnik tudi Self, kjer je novinarka jasno razkrila, prikazala, koga vse je klicala,
kaj so posamezni akterji izjavljali, izjave so zelo diametralne, torej nekaj ne drži. Pa ne smo mi zato, ko bomo ugotavljali, mi se vseeno spiščavljamo na peticijo, ki bi naj urejala promet. Za koj gočin, ko je peticija nepotrebna, potreben bi bil zgolj en kratki dogovor v 10 minutah. Od leta 2018 v digitalnih in tiskanih medijih težko najdemo pozitiven zapis o okolju, iz katere prihaja peticija. Veliki odpor javnosti do te peticije je bil tudi tokrat. Katere javnosti? Javnosti, ki živi na jugi Beltinec, to je cirka 1200 prebivalcev oziroma vsaj 80 družin ob ta isti Ravenski cesti, ki imajo mogoče 1,2 metra v kraj avtomobilska kolesa, dnevno zjutraj ob 4:30 zaradi dnevnih migracij, potem zaradi svojih poti. Tejli den je zaradi neurejenega prometa med jednom zjutraj, popoldne od večera na desni strani ceste in pa v nedeljo onemogočen varni promet do trgovine, do avtobusa, lekarne, šole, zdravstvenega doma. Kaj bi te ljudje mogli delati? Cesto seliti nekam gor, nadvoz ali podvoz ali kaj skiper napravite? Nepošteno in egoistično do teh ljudi. Zato tudi gočin zelo velik odpor javnosti. Kaj so rešitve? Zakaj sem povedal, da je ta peticija nepotrebna? Lastnik zemljišča, tako imenovane Beltinčari, znate, Fistrove hiše, je župnija Beltince. Znamo, ko brez odprodaje te hiše nikoli ne bo Ravenska cesta ravno priključena preko krožnega prometa na Panonsko ulico. Bo pa Ravenska cesta, ki je bila pred domom, zdaj, danes, ki je tudi v bodočetu. Da je seveda napravljeno po nekih standardih, kot sem povedal. Danes se na pločnike, če lejko tako pravimo gramozirano deli, do tiste gabrove ograje, ljudje preprosto ne morejo varno gibati, ko bi upravili svoje dnevne potrebe. Plac je za vse, treba se dogovoriti. Predvsem v nedeljo se je nekomu težko pripeljati do Mercatorovega parkirišča, ki je slabih 50 metrov oddaljeno, treba čas mostiti na Črnci, ne vem, če je to ovira, ko se bojijo, kada se podrlo, leži je parkirati na zelenici med platanami, leži je v nevarno novinki postavljati avto, predvsem pa mu se mogli premišljavati, ali mu prvi po inovaciji, ko mu imeli cerkvene maše po načeli drive-in. Pelaj se notri. Nekateri to delajo. Dobesedno z avtojami se naslanjajo na spomenik svetega Teodora, parkirajo po parkirnih, po teh prehodih za pešce, med temi stupičami, ki bi mogli zagotavljati denarno varstvo. Tudi te ljudje imajo spoštovanje, pa želijo, ko bi se to uredilo. Zadeva je do zdaj bila neobvladljiva. Moram povedati, ko se nekateri, ki danes povzročajo te prometni kaos, ne zavedajo, kaj je tu prometni režim s prometnimi znaki zelo urejene. Prepovedano parkiranje in ustavljanje. Da je dno knešče zgubo, kontrolo, živce, ali da je pa štel vzpostaviti režim, da se nekdo s plavo lučjo pripeljal, da je 40-50 glob napisal, potem da pa, angleško povedano, burning down the house, ne? Da je ogenj v strehe. Pa se še to leko ponovi za nekatere. Ni cilj smoter občine tega, ko bi to delali. Smoter občine je pogovor, iskanje rešitev. Te rešitve se že malo predugo iščejo. Kaj je problem te peticije? Pojavila se še ena zanimiva zgodba. Sem se dal poučiti, raziskati, sočasno s pisanjem te peticije je nastala pobuda na Ravenski, v blokih na Ravenski 3 in Ravenska 5, kjer je ena oseba agitirala, ko bi naj tudi te stanovalci napisali svojo peticijo in jo podpisali. Vendar so bili toliko tehtni, taktni, niti peticije niso napisali, niti če ni bila napisana, ne mogel zapisati. Zakaj? Znali so, da del prometne ureditve Ravenske ceste prinaša tudi ureditev prostora, ki ni funkcionalno zemljišče med blokami. Nekateri so poskušali doseči, pa ni. Po prostorskem aktu, 40 let staron, bi tu mogel stati tretji blok. Danes stojijo barake, danes stojijo garaže,
vsem spoštovanjem ljudje si pretočjo predvsem varujejo svoje premoženje, ki se jim pravi avto. Z ureditvijo, celovito ureditvijo te ulice bi prišli tej stanovalci do svoje pozitivne rešitve, znotraj prostorskega akta bi se te črnogradnje legalizirale, imeli bi neke varne garaže pred ne vem čem, danes štošči avto v toj garaži izropati, je to minimalen poseg, sekirica, idemo dalje. Ne? To je del toga, v bistvu, kaj se tu dogaja. Ne? Samo malo. Guči se, kada tu na različne interpretacije v tiskovnih medijih, kada tu je nastajala zgradba. Vsi v Beltinci, župljani in občani si več kot želimo, ko bi dobili center za dementne, ko bi dobili marsikaj, ki bi pripomoglo novo kvaliteto življenja vsem, ki bodo v tom centru. Moramo se zavedati, če je ta center rasel na toj parceli, kjer danes stoji tako imenovana Fisterova hiša, in da je šel promet v levo, regulirani na neki način, kot ga neki strokovnjaki v bistvu predlagajo, v tom primeru, da je šlo avtomobilsko, traktorsko kolo meter mimo vrat, meter mimo okna. Zelo dolga je ta linija od ovinka, predvsem pa, kot je župan prej povedal, moj cilj je, ko se cesta odmakne od cerkve, ko se neki varen plato za invalida, za obiskovalca cerkve, za vsakšega najde, ko se najde neka rešitev tudi dolgoročna, trajna za parkiranje in predvsem občina je dolžna po zakoni zagotavljati varne poti, varnost, prometno varnost vsem svojim prebivalcem. Tu ne moremo reči, da občina to poslanstvo upravlja. Žal mi je, ko se najdejo posamezne interesne skupine, posamezniki, ki se postavljajo v to vlogo občine. Že večji poskusaj ne nanaša se ta moja beseda samo na to zgodbo, ko bi radi upravljali vlogo občine. Vsak ima možnost iti na volitve, se zvagati, biti izvoljeni ali pa tudi ne. Kaj je zanimivo pri nekaterih akterjih? Neizpodbitno, kot je župan prej povedal, nekateri so imeli možnost, ko bi to v preteklosti na podlagi svojih pooblastil, svoje koalicije to napravili. Ne so napravili. Nedaleč nazaj, mnogo vas je tudi novih, ki ste, je občina tudi razmišljala o tako imenovani vzhodni obvoznici. Ta bi potekala po vodi, kanalizacije z južne strani Beltinec, uvoznica bi rekli, oziroma vpadnice Beltinec po desni strani, bi prišla v industrijski coni V, kjer je že določena infrastruktura, komunalna cestna prometna napravljena in bi se vključevala ponovno na Panonsko ulico. Kaj mislite, kaj se je te dogajalo? Zopet pobude v peticiji, kada se povečal promet po Panonski ulici in ko se ne da dovolilo v bistvu takšne opcije. Jaz se sploh izpitavljam, kaj bi ljudje radi v tej Beltinci. Naj nešče pride se, kot sem povedal, pa jedno povej, čujte, mi smo proti razvoju, eden od ključnih dejavnikov razvoja industrijskega, obrtnega, kakšne okolje, je urejena prometna in pa druga infrastruktura. Zelo sem užaloščeni, kajti še vedno smatram, ko so takšne eskapade povsem nepotrebne, glede na to, ko so si akteri blizu. Tu imamo občinsko pravo na Mladinski 2, nišče med nami svetnikami, ne nadzornik, ne nišče. Mi imamo svoje službe, mi smo od občine oddaljeni 15, 10, 20 kilometrov, na občini smo mogoče jednog na mesec, vendar so tudi dosegljivi. Jaz sem še ne čul, ko kdo iz občinske uprave županov na čelje po predhodnem dogovoru ne bi bil za vsakršno vprašanje dosegljive. Zato sem užaloščeni in lejko povem, ko v imeni marsikaterega občana, ki me je tudi klical, ki je nezadovoljen, tudi sam na neki si način želim, ko bi čim prej prišlo do nekih pogovorov. Povej se, gledajte, ne damo, idemo nekako dalje. Ne pa non-stop z nekimi trzavicami na neko vsakšo obdobje. Vidite, ko mediji non-stop to zgodbo povzemajo v zelo negativnem kontekstu. Kdo med nami je rad, ko se od naše občine, od naše župnije piše negativno? Što je normalno zdrav, što je pozitivno različnosti, nišče. Zato smatram, ko se te opcije enkrat dorečajo, mi nemamo niti v načrti razpolaganja s stvarnim premoženjem, katera dopolnitev je danes tu predstavljena, ko bi v koledarskem oziroma davčnem leti 2024 k tomu sploh pristopili. Zato ne vem, akter, lastnik je na strani teh,
ki so mogli biti obveščeni v peticiji. Zakaj? Zakaj podvajanje nekih zadev? Brez veze. Hvala. Hvala. Še morda kdo? Gospa Metka Lipič, Baligač, izvolite. Lepo pozdravljeni še v mojem imenu, pa hvala županu za besedo. Zdaj, gospod Adžič je zelo lepo povedal vse to, zelo izčrpno bi rekla. Jaz bi rada povedala še svoje mnenje oziroma svoj komentar na to izvajanje. Jaz sem svetnica malo več kot 1 leto, tako da o vsem tem, kar je on povedal iz preteklosti, pravzaprav niti nisem posebej bila obveščena. Tudi takrat mogoče iz medijev nisem to tako posebej spremljala. On je dobro povedal, ja, peticija je bila čudna, imajo varovanci doma zagotovo pravico do peticije, ker smo pač v demokratični družbi, ampak pot ni bila prava, ne. Mislim, da iti v javnost in v medije, ko greš pač enkrat na socialno omrežje, tako si v medijih. In vemo, ka mediji v današnjem času samo čakajo na slabo novico, na nekaj, kar pač oni lahko napišejo in v manj kot pol leta smo dejansko dvakrat na prvih straneh Vestnika, naša občina, ne. Imamo več občin, pa nekako tako z drugimi se ne dogaja. Zato mislim, da je predvsem ključno na vse to, pač kar je povedal kolega Adžič, da je potrebno to komunikacijo, ker smo tudi danes začeli, umiriti. Napaka je ena in to je, da pač nismo sedeli oziroma niso sedeli deležniki vsega tega dogajanja za eno te isto mizo. Mogoče je tudi potrebno pozabiti na tisto, kar je 6 let nazaj bilo. Zdaj je pač situacija takšna, da tu imamo cerkev, tu imamo dom Janka Škarabana, tu imamo glasbeno šolo, občino, imamo en trikotnik, tako kot je pač on omenil, imamo tudi svetega Antona, kako se pač vse to nekako začne. Ja, moje mnenje je, da to absolutno treba urediti. Vendar imam en komentar na njegovo izvajanje, kar bi rada gnez povedala. On je pač rekel, da smo tu župljani in občani. Ne, nismo župljani in občani. Župljani so občane in občani so župljane. Ne vsi, ampak veliko. Veliko je župljanov, ker namreč, jaz sem se pa tudi to malo pozanimala, dejansko je ob nedeljah še vedno v Beltinski cerkvi 800 nedeljnikov, torej 800 naših občanov, ki pridejo v ta prostor. Tudi glasbena šola je izjemno številčna, mislim, da bom to do zdaj pač povedala približno, nekje okrog 300 otrok vpisanih, to je zelo velika številka in tu je frekvenca in to so naši občani. Zato je mogoče prvo, da se ne delimo na občane in župljane, ampak da skupaj pristopimo k temu in zagotovo si tako kot Beltinčarka odvedno res želim, da bi se tu uredilo, pa zdaj ali bi to bilo zaprto za to cesto, kako pravijo nekateri, ker so tudi mene poklicali ljudje, jaz pač to moram danes tu povedati, da si eni želijo, da bi se zaprla cesta, cesta tu je in se zapreti ne more. Res so nekateri morda zamudili takrat, ampak mislim, da je treba v korist vseh to rešiti in da je prvo, kar se pač mora napraviti, je ta dialog za isto mizo, pač karte na mizo, kdo ima aduta, vsi vemo, to smo tudi slišali, ampak tako pač je. Tako da, hvala lepa, to bi bilo z moje strani. Hvala lepa. Saj, da sem že povedal, pa ponovim, za isto mizo smo že sedeli z deležniki, bili so seznanjeni, pa še vedno so seznanjeni vsem, ampak pravi, oni so pač, nekdo je potegnil odločitev, kakršno je, ampak v mestnem času, ponovno povem, smo se usedli še enkrat in še, če se bo treba vsesti še večkrat tudi, ampak glede na izvajanje v javnosti, da pač oni tega ne želijo prodati, je za me kot župan oziroma kot Marka Virga zadeva jasna. Imamo torej že druge variante. Glede seveda zapiranja ceste, bodimo pošteni, bodimo realni, ko nek Beltinčar prove, da bi on celotni promet speljal po Mladinski cesti pri Osaleku pa Prelogu, dejansko potem s takim je težko razpravljati, ker to je da, če bi jaz pravil, da bomo plavali proti toki Mure, pa bomo prišli jutri v Bakovce. Nemogoče in dejansko je nemogoče tudi ta izvedba, da bi mi zaprli cesto mimo cerkve in jo umestili v prostor tam, kjer dejansko je že sedaj huda težava pri tem nekem majhnem prometu,
zaviti na glavno cesto, ampak pravim, to so stvari, ki se bomo o teh še pogovarjali. In seveda tudi umeščanje v prostor je potrebno povedati, poskušali smo z takšnimi drugačnimi stvarmi, ampak zavedati se je potrebno, da umeščati cesto na kmetijsko zemljišče v letu 2024 je nemogoče, v letu 94, 96, 98 pa je bilo več kot mogoče, pa takrat nismo, smo se takrat raje v tem prostoru šli politike, kot pa strateško razmišljali o razvoju občine. Ampak pravim, ni pomen te peticije danes, da bomo nekako gledali nazaj pa iskali krivce za takšne in drugačne stvari. Jaz mislim, da je peticija dobrodošla kot pogled naprej, kot argument, da bomo našli rešitev, ki bo tudi z vidika prometne varnosti in pa pretočnosti še vedno prava. Pravim, še najbolj pa je pomembno, da želimo predvsem Beltinčarom in pa seveda vsem tistim, ki smo v deležniki tega, omogočiti čim boljšo stvar, čim boljšo življenje na koncu. Cesta pa tako, kot je podžupanja povedala, pa je šla, gre in bo verjetno še kar nekaj časa nažalost šla tu mimo, ker je nimamo kam drugam preusmeriti tega prometnega toka. Razen pravim, želimo si pa počasi preusmerjati tisti tok, ki prihaja z juga, nekje prej zaustaviti in pa ga usmeriti na državno cesto. To mislim, da je edina prava rešitev. Tudi ta obvoznica okrog ali pa skozi industrijsko cono je v fazi tega, da se bo izvajala, ampak spet poudarjam tisto, dokler nimamo primernih zemljišč, se o tem ne bo razpravljalo, kajti tudi umestitev v prostor je potrebna, preden lahko karkoli argumentirano potem delamo. Tako, to je toliko okrog te peticije, pravim, slišali smo drugo stran, slišali smo njihov pogled na to stvar, ga pozdravljamo, sprejemamo in pravi, kakršnakoli že rešitev bo, jaz verjamem, da bo rešitev primerna, tako kot sem povedal, tako za uporabnike oziroma cestne infrastrukture, kot tudi tiste, ki tukaj zraven živijo ali pa obiskujejo objekte, ki so bili prej našteti. In jaz sem optimist, da bomo to stvar, tako kot se je morda malce slabše začela, toliko lepše zaključili in toliko boljši bo potem izplen in toliko večje veselje. Pravim, vse pa v tej zadevi z vsemi deležniki, ki so vpeti, pa ki so morali biti vpeti vse od mojega mandata, vsaj 2019, pogovarjamo in tudi na račun ali pa tudi na podlagi želja. Nekateri smo pristopili k izvajanju idejne zasnove, ki bi pomikala cesto čim bolj stran od ceste, ampak pravim, zdaj, koliko bo šla stran ali koliko ne bo šla, jaz verjamem, da še vedno bo šla in da bo na koncu pravim rešitev tako, ko bomo velika večina z njo zadovoljnih in bo morda samo vse to, kar se danes ali pa se v teh dneh pisalo, govorilo, morda iztočnica za tisto, kako ne delati v prihodnje. Zaključujem razpravo in pa prehajamo k naslednji točki, s tem tudi 8. točki, pa prehajamo torej na 9. točko, to so pa pobude in vprašanja članov občinskega sveta občine Beltinci. Izvolite. Gospod Leo Sreš, izvolim. Pozdravljeni tudi v mojem imenu. Jaz pa bi imel dve vprašanje, in sicer prvič, ker smo v letu 2024 in je sedaj za Melince obljubljena pločnik od kapelice, kdaj bi se to izvajalo, če se mogoče kaj ve. Kak drugič bi pa sem bil povabljen kak svetnik in kak starš na svet staršev vrteca Melince in je problematika notranjost vrtca, ker je vrtec fejs plesnive in fejs dosta vlage je notre, tudi omet začel odpadati, pa to, če bi se dalo kaj rešiti z tem, ali če so kakšne rešitve mogoče, ko bi se kaj prenovo. Hvala lepa. Hvala. Zdaj nekako, kar se tiče pločnika oziroma izvedbe pločnika in ostalih aktivnosti, smo že večkrat povedali, da v letu 2024 poskušamo nekako poiskati vse tiste vire, ki so nam na razpolago, da leto 2024 zapeljemo čim bolj kakovostno. Povedali smo že, da se najverjetneje velika večina investicij pomika v 2025, kar pa ne pomeni, da ne bomo peljali vse aktivnosti, ki so potrebne
ki so še potrebne za to, da bo pločnik na Melincih najpozneje v 2025 zaključen. Nekaj stvari, nekaj dogovorov še z določenimi posamezniki je, potrebno dokumentacijo mislim, da je pripravljena, tako da jaz verjamem, da v 2025 sigurno, po mojem v prvi polovici bo ta pločnik, ki je potreben, to smo si jasni, tudi zdaj lahko se vrnem potem ali pa grem naprej na vrtec, tudi zaradi potrebe vrtca, še kako potreben, ker se potem lahko otroci normalno sprehodijo tudi morda v tisto smer na polje oziroma njive. Kar se pa tiče vrtca Melinci pa seveda so želje eno, realnost je drugačna, stanje v vrtcu je že ogromno let oziroma lahko vem desetletij neprimerno, kar se tiče tega. V zadnjih 5 letih smo nekatere stvari poskušali reševati, ampak predvsem z vidika vlage še vedno ni pravilne rešitve, kar pa je malo žalostno po eni strani pa je, da število vpisa v Melincih strmo pada. Po mojem, zdaj, če bomo izhajali iz tega, da ne bo priseljevanja, ne vem, če bomo od septembra naprej zadostili pogojem, da bi tam bila oddelek in pol, da bo verjetno najbolj potreben samo še kombinirani oddelek, kar pomeni, da pa ni samo na Melincih, tudi v Dokležju se pojavlja ta problem. Zaenkrat so nekako Beltinci, Gančani in Polipovci tisti, ki so v redu, tudi zapolnjeni, vseh ostalih pa se bojim, da bomo po vzoru melinčke šole morda prisiljeni v prihodnje tudi razmišljati o zaprtju nekaterih oddelkov ali pa oziroma začeti združevati oddelke kot kombinirane, kajti število rojstev je pač takšno, kakršno je, če gledamo presek zadnjih 2 let, ne vem, 2021 je bilo, mislim, da 4 ali 85 ljudi rojenih, v 2023 pa samo, mislim, da 56. To so stvari, ki so po eni strani, bom prav, za predebatirati, tudi za razmisliti, kam kot družba gremo, ker če gledamo pa z vidika mortalitete, se pravi umrljivosti, pa imamo čez 100 pogrebov na leto. Se pravi, nam iz tega mortalitete, natalitete manjka skoraj 50 novorojencev na leto. Hvala Bogu je priseljevanja, kar nekaj imamo pozitiven trend, za razliko od marsikaterih občin. Jaz si želim, da ta pozitiven trend naj gre v vseh vaseh, kajti potem bodo tudi objekti služili svojemu namenu. Bomo pa nadaljevali z iskanjem rešitev tudi ali pa predvsem za to vlago. Kar nekaj strokovnjakov se je že zglasilo tam in seveda zdaj najlažje je povedati, da so v preteklosti pač bili napačni sanacijski ukrepi. Stavba se je recimo, so se dale noter nove okna, se je naredila fasada, ki pa pač je hermetično zaprla staro stavbo. Zdaj, zakaj je temu tako, bomo poskušali najti, ampak tako prek palca vem, ko sem slučajno včeraj dobil tudi strani ravnateljca vrtcev letno poročilo in pa presek nekih vložkov v posameznih vrtcih, da je bilo na Melincih zadnjih 10-15 let vloženih čez 150 000 evrov v stavbo. Seveda zdaj, koliko od tega pa upravičeno, pa spet ne, je brezpredmetno razpravljati, ampak takrat so pač bile odločitve takšne, kakršne so bile. Kuhinja recimo za vsakega, ki prije pogledati, predimenzionirano za tiste potrebe, je pa stala 50 000 evrov, se meni zdi, zdaj ne me držati točno, ampak mislim, da je nekje skoraj 50 000 evrov je bila samo ta investicija. In pravim, treba tudi včasih, preden naredimo kako investicijo, premisliti o smiselnosti teh investicij, predvsem pa o tistih prioritetah, ki so bolj pomembne kot pa morda sam izgled ali pa šminka nekega objekta, kam zdaj malo bolj tak. Kar se tega tiče, pravim, jaz verjamem, da se na sestanku bojo dobro dogovorili, da je bilo marsikaj pozitivnega povedanega, seveda tudi nekatere tiste stvari, ki niso štimale, je prav, da so bile izpostavljene, strani ravnateljice mi je bilo povedano, da se je kar nekaj stvari že popravilo, izboljšalo in tudi pravim, take stvari so za pozdraviti, ko se recimo krajevna skupnost aktivno vključi, tudi starši, ko se aktivno vključijo v vso to zgodbo, da potem iščemo rešitve, ne pa da stojimo na svojih okopih in prav kritiziramo samo. Tako da pravim, vzeto na znanje bomo poskušali ponovno preveriti, kaj so še tiste rešitve in pa seveda
treba pa tudi biti realen in gledati ekonomiko obsega in pa seveda tudi upravičenost tistih, ki bodo deležni vzgoje v vrtcih pa izobraževanja v šoli. Ampak pravim, to pa je zdaj naloga vseh nas, da imamo več otrok. Evo. Župan je lahko za marsikaj kriv, zato da v Melincah ni otrok, pa težko, kot bo. Niti ne sme biti, po moje. No. Primož, vzme se zvole. Hvala za besedo, župan. Jaz pa prenašam vprašanje krajanov Melinec, kakor tudi moje vprašanje, ki se nanaša na tako zvano našo problematiko z cesto v ulico Meku. Znano mi je, da smo prejšnji mandat namenili sredstva za sanacijo te ceste. Lani po poplavah avgusta so bili naši krajani dejansko odrezani od ceste, niso imeli dostopa, voda je bila tako visoka, ko smo jih mogli prevažati tudi z čolnom. In takrat so obupani se obrnili na krajevno skupnost, kakor tudi na vas, občina, in so vam poslali pobude in peticijo, ki pa še danes niso dobili odgovora. Zato prosim občinsko upravo ter tebe, gospod župan, za pojasnilo. Hvala. Kar se tiče tega, tudi o tem smo v preteklosti se pogovarjali ogromno, ampak vrnem se na tisto, kar je pogojevalo tudi peticijo pri domu Janka Škrabana. Zemljišče, na katero posegamo, ni vse v lasti občine. In če nekdo ne želi prodati, je potem spor do te mere, da moramo začeti prilagajati določene stvari. Zdaj, skupaj z našim komunalnim podjetjem iščemo rešitve. Jaz verjamem, da nekatere rešitve so že tukaj, kolikor so realno izvedljive, pa seveda spet odvisno od tega, kako se bomo dogovorili, kajti tam je bil dogovor že dosežen, pa so določeni posamezniki zaustavili izvedbo gradnje. Ista podobna zgodba je v Gančanih, pri novih hišah, ki jih je Zidarstvo Mavčec naredilo, tam gospod Seči tudi ni dovolil posega na svojo parcelo, čeprav je cesta potekala 30-40 let tam, se je tudi sam vozil po tej cesti, ko pa je prišlo do tega, da je bilo potrebno odmeriti in pa prodati zemljišče, je povedal, pa ne, če se boste peljali, boste videli, da imamo pač zožano cesto na tistem področju in vračamo se v tisto zgodbo, da pač nekateri posamezniki lahko zaustavijo nek normalen, trezen projekt in se moraš prilagajati željam, zahtevam nekoga, ki pač pove, da ne želi prodati. Občina seveda težko gre pri cestah in podobnih stvareh v zgodbo javne razglasitve, oziroma lahko gremo, ampak to pomeni 3 do 5 let spet zaostanka. Zdaj, enkrat bo tudi treba takim posameznikom povedati, da zavirajo razvoj tistih nekaterih, ki živijo tam zraven njih, ampak pravim, dokler smo pač v Sloveniji pravna država, dokler imamo pravice in obveznosti, dokler so zakoni napisani kot so, jih je potrebno spoštovati in se potem pač prilagajati tistemu, kar je možno narediti. In pravim, tudi tukaj je težava zaenkrat v tej smeri izvedena, da pač nekateri ne želijo dovoliti posega v njihovo zemljišče, ampak pravim, upam, da se bomo tudi z njimi dogovorili, se nekaj pogovarjamo, ampak pravim, nekako prepričati v nasprotno je včasih težko, ampak ne pomeni, da smo zaustavili ta proces, se bo izvedlo, ampak upam, da na način, ki bo potem takšen, da bo služil svojemu namenu. Mi lahko spet zdaj tam zožamo cesto, jo spuščamo, dvigamo, ampak potem pa bo spet težava, da so višinske razlike in da so po naravni poti narejeni, bom prav, ležeči policaj ali kakor drugače. In bomo poskušali priti še enkrat nasproti ali pa še večkrat in verjamem, da se bo enkrat potem nekateri stvari tudi premaknile v to, da bomo izvedli. Tako da pravim, ni vse, kar se ne naredi krivda župana, občine, občinskega sveta, včasih je pač, ne rekel krivda, včasih je tudi želja nekoga pač drugačna od tistega, kar si mi želimo in se je potrebno pač pogajati. Pogajanja pa so lahko hitro zaključena, lahko se pa pač vlečajo in na koncu pa upam, da bomo tudi v tem primeru našli rešitev. Recimo zanimivo je tako povedati, ko sem nastopil mandat za kar nekaj parcel, je bilo povedano v življenju, da te stvari ne bodo zgodile, pa smo jih v 5 letih marsikatero premaknili na boljše, seveda z primernimi konstruktivnimi argumenti in pa pogovori. Še morda kdo? Če ne, potem zaključujem s to točko dnevnega reda in pa nekako prehajamo na zadnjo točko, to pa je poročilo župana o pomembnejših
dogajanjih od zadnje seje. Kar se tiče tega poročila, seveda vmes je menilo novo leto, januar je zaključen, februar se zaključuje, jutri imamo dodaten dan, v februarju malo en dan več, torej pomeni, da smo v tem letu malo bolj aktivni, ampak to ne pomeni, da ga ne bomo izkoristili na najboljši način. Kar se tiče seveda zadnjih dogajanj ali pa dogajanj v prejšnjem mesecu ali pa zadnjem tem obdobju, ogromno se je zvrstilo takšnih in drugačnih prireditev, ki so vse bile uspešne, ki so nekako pripeljale dobro voljo med ljudi v družbo. Sam sem se udeležil, koliko sem se le lahko, tudi ogromno občnih zborov je že bilo izvršenih, kar nekaj se jih še bo zvrstilo. Župan kot vsako leto ponovno poudarjam, da na vseh ni možno biti prisoten, ne rekel, da je preveč. Dobro, da je toliko društev, ki jih imamo in imajo občine zbore, to pomeni, da društveno življenje živi, da se ljudje družijo in vedno rad poudarim, da ko je le možnost, grem, predvsem pa je bolj pomembno, da dejansko z dobrim sodelovanjem pri izvedbi posameznih projektov eden drugemu potem prijemo nasproti in tam se potem pokaže tista hvaležnost do tega, da nekdo obstaja, da nekdo dela, da se nekdo trudi in pa da nekdo organizira takšne in drugačne dogodke. Zelo pozitivno je, da smo končno preuredili oziroma prenovili tudi naš interni kanal K3. Kdor je le imel možnost videti, vidi, da je slika tudi celo v HD obliki. Zahvala po eni strani seveda operaterju Telemachu, kot pa seveda tudi Dejanu Kolariču oziroma Daniju, ki sta uspela tudi z nakupom potrebne tehnologije sedaj tudi ta naš interni kanal pripraviti. Tudi tržno zanimiv, verjamem, da in pa tudi zanimiv za marsikatere druge stvari, morda za kakšne podcaste in pa podobno. O tem smo že tudi z mladimi ogromno debatirali, tudi na njih. Ponovno apeliram, da naj izkoriščajo trenutke ali pa možnosti, ki so jim dane. Vmes smo tudi začeli z delovno skupino, ki bo nekako bedela in pa pripravljala skupaj seveda z županom in pa sodelavci strateški razvojni program občine Beltinci za naslednjih, po mojem, 10, 15, 20 let. Bomo videli, kako daleč si bomo upali pogledati, ampak tudi to je pomemben dokument, to je krovni dokument, ki bi ga občina morala imeti vse od svoje ustanovitve naprej, kajti tukaj se bodo postavili temelji, kako občina funkcionira trenutno, predvsem pa kako si želimo, kako bi naj občina izgledala, funkcionirala in delovala v prihodnosti. Ogromno dela je pred to delovno skupino, ogromno dela pa je tudi pred vami, občanki in občani, ki boste z delavnicami povabljeni k sodelovanju, tudi kar nekaj anket bo posredovano na domove in želim si, da potem se tam izkažemo z dobronamernimi predlogi, tam potem izkažemo vse tisto, kar nam leži na duši, kar se tiče razvoja občine Beltinci, potem bodimo pogumni, napišimo, tudi podpišimo se pod tisto, kar napišemo, kajti samo na ta način vas bomo potem lahko kontaktirali in vas zaprosili še za nadaljnjo pomoč pri izvedbi. Jaz vidim ta strateški razvojni program kot eden izmed dokumentov, ki bo še bolj povezal občino Beltinci, kot že je. V letošnjem letu imamo časa torej zadosti, jaz verjamem, da ga bomo uspešno naredili in da bomo po mojem decembra potem slavnostno nekako sprejeli ta strateški dokument in ga predali potem v naslednje leta v ažuriranje, seveda verjamem, da ga bomo posodabljali, novelirali, ampak da bomo vse tiste osnovne temelje imeli pa tako trdno nastavljene, da se bo vedelo, da je občina Beltinci točno takšna, kakor si jo želi čim več občank in občanov, gospodarstvenikov, obrtnikov, podjetnikov in tako naprej. Tako da tudi torej ta delovna skupina deluje, kar nekaj svetnikov je vključenih, večina vas bo tudi vključena pozneje. Tako da vsak, ki bo imel možnost, bo lahko slišan, pa tudi verjamem, da v marsikaterih primerih uslišan. V vmesnem času smo tudi zaključili z javnim razpisom izbire izvajalca za izvedbo mlina in pa broda na otoku Ljubezni. Edini, ki je oddal ponudbo, je bilo naše komunalno podjetje Komuna Beltinci.
Vrednost del je približno pol milijona, od tega je približno skoraj 350 tisoč evrov sofinanciranih strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Jaz verjamem, da bomo v najkrajšem možnem času vsaj enega od objektov imeli dejansko pripravljenega in pa tudi danega v življenje nekje meseca maja, junija. Verjamem pa, da komplet zgodba je lahko zaključena avgusta, ko bi nekako po občinskem prazniku in pa tudi ob 105. obletnici združitve Prekmurja z Slovenijo slavnostno predali torej oba objekta in pa seveda ne samo, da predali ta objekta v življenje, ampak tudi že z ustrezno vsebino dajali inpute in pa seveda outpute na drugi strani v takšnih in drugačnih oblikah strani tistih, ki bodo prišli si ogledati to, kar je dejansko markantnega v občini Beltinci, torej od teh ljubezni s tema dvema objektoma. Verjamem, da se bodo tudi tukaj našle društva, našli posamezniki, predvsem pa naš Zavod za turizem, kulturo in šport oplemenitil torej ta objekta in da bomo res z vsebino takšno in drugačno, ki je tudi sestavni del tega projekta, predvsem šli v tisto, da bo čim bolj zeleno, butično, digitalno obarvano, čeprav se včasih komu sliši digitalno obarvano, tako ali drugače, ampak še vedno bomo tudi pustili tisto našo pristnost z osnovnimi temi kulturnimi običaji in pa seveda kulturno dediščino. Vse to in še več bo sestavni del, bom prav, te bogate vsebine, pa ne samo otoka, ampak celotne občine in pa regije. V mestnem času smo tudi izvedli recimo odprtje Izza Klipovcev oziroma 30 let delovanja Akvile v gradu, obesili oziroma postavili na ogled prečudovita dela. Tako kot sem na tistem odprtju povedal, kulturo je potrebno živeti najprej za sebe, potem pa seveda tudi za vse ostale in seveda predvsem kulturen je potrebno biti v vseh porah življenja, kajti če smo kulturni, potem je življenje v družbi bistveno lepše, boljše in to je potrebno čim večkrat ponavljati. V mestnem času se nam je zgodila zelo lepa stvar, namreč obred vabljenja na poroko oziroma pozvačin je tudi postal del kulturne nesnovne dediščine oziroma nesnovne kulturne dediščine, se pravi je vpisan, tako kot že predtem recimo Sotiš pa Šamarjanka in tudi Majoš recimo v Gančanih. Se pravi ogromno stvari na kulturni dediščini je v občini Beltincih, ne samo, da je prisotnih, ampak tudi pripoznanih na najvišjem nivoju. Čestitke, zahvale vsem, ki so pripomogli k temu, vse od začetka tistih, bom prav, ustanovnih članov, ki so forsirali to, ne vem, Boris Žalik, Milan Zrinski, pa lahko bi potem Lizika Zadravec in še naprej bi naštevali, vse do, po mojem, najbolj markantne osebe, to je Franci Rebic, ki že skoraj 50 let živi za pozvačino in živi kot pozvačin, včasih rečemo, in on je tisti, ki je dejansko res za svojo pojavo, svojim delovanjem pripomogel tudi k temu in kar je pomembno, poskrbel je oziroma skrbi za to, da se bo ta obred oziroma da bo objekt, kakorkoli povedano, ali oziroma ta naš pozvačin živel še naprej tudi s tem, da je prenašal na naslednje generacije. Vmes pa je potrebno vedeti, da nas čaka v mesecu marcu, poleg seveda vsega dela sodelavci na občini, tudi kar nekaj veselih dogodkov, od delavnic do Gregorjevega, do prireditve seveda ob dnevu žena po posameznih krajevnih skupnostih, kajti mesec marec je tradicionalno mesec, ko se še posebej nekako posvečamo ženam, ženskam okrog nas, tudi materam in prav je tako, vendar pa je potrebno dopomniti ali pozoriti, da se vsak dan treba spoštovati, pa ne samo zdaj, bom prav, nežnejši spol, ampak tudi obratno. Potrebno je gojiti spoštovanje ene do drugega in pa seveda do vseh, ki so okrog nas. Potrebno je povedati, da bo ravno iz naslova nekakvega spoštovanja do nežnejšega spola tudi župan oziroma občina častila gledališko predstavo Čaj za dve Toneta Partliča, ki bo v kulturni dvorani v Beltincih. Potem pa je seveda pred nami ta uraden materinski dan, pozdrav tudi pomladi, kot vsako leto zraven Mercator oziroma ploščadi pri Ladini z pestrim programom. Se pa potem zvečer ob 18. zgodi tudi dobrodelni dogodek ob praznovanju 20. obletnice Rotary kluba. Tudi tam je nekako zaželjen obisk, zaželjeno prisotnost.
In to je zelo pomembno povedati tudi, da se pravi, torej so pred nami zelo lepi dogodki, veseli dogodki in naj ta pozitivizem, ta pozitivna energija pelje naprej vse nas pri svojem delu in pa predvsem pri tem, da se bomo znali pogovarjati in pa na koncu tudi dogovoriti. Hvala lepa za današnjo sejo. Naslednja seja pa je planirana 28. marca, tako da že sedaj, če si zabeležite nekako ta termin in pa seveda približno, 10 dni prej pa vsi ustrezni odbore. Torej res hvala lepa za konstruktivno debato, za dokaj hitro sejo. Občank in občanom pa seveda lep večer še naprej.